jutranjih poročilih so bili podatki, da je že 35 obolelih za COVID-19 in da jih vse nekako obvladujejo. Hvala Bogu, na Gorenjskem še ni koronavirusa. Ja, na Gorenjskem trenutno še nimamo potrjenega primera koronavirusa. Vseh teh 35 pacientov, nekateri so tudi asimptomatski, za njih je poskrbljeno. Tako da trenutno je še vse zelo umirjeno. Kakšni so pravzaprav simptomi, ki se pojavijo pri nekom, ki gre sum na COVID-19? Ja, simptomi so ponavadi predvsem simptomi strani zgornjih dihal, se pravi, gre za neko akutno respiratorno okužbo, nekaj podobnega kot pri gripi, kar se tiče dihal. Lahko ostane samo na tej stopnji, občasno pa seveda posamezni primeri razvijajo tudi težjo klinično sliko, pljučnico, atipična pljučnica. Po sedaj znanih podatkih lahko sledi tej okužbi. Vsi ti, ki so sedaj oboleli, so se v glavnem nahajali v Italiji, ker so bile takrat počitnice in seveda je sedaj taka številka, kot je. Ja, velja, drži. Večina primerov je res prišla iz Italije, pač v Italiji je obsedeno stanje, stvari so jim ušle izpod rok. Vendar ne samo iz Italije. Jaz sem začudena, koliko veliko Slovenci potujemo in v bistvu smo imeli malo smole, da je bil to čas počitnic, ker so Slovenci res veliko potovali ta čas. Med obolelimi pa je kar nekaj zdravstvenega osebja. Ja, to je zaskrbljujoče. Vsak zdravstveni delavec je potreben v tem času, in odsotnost zdravstvenega delavca je kar težko pogrešljiva zadeva v dani situaciji. Poleg tega pa je problem še v tem, da zdravstveni delavec ponavadi lahko naredi zelo veliko kontaktov. In potem gre v bistvu za bolnišnično okužbo. K sreči ni bilo toliko zelo veliko kontaktov narejenih strani zdravstvenih delavcev, kolikor bi jih lahko bilo. O epidemiji še ne govorimo. O epidemiji trenutno še ne govorimo. Kakšni so ukrepi, ki se jih je potrebno držati? Seveda bolj preventivni ukrepi, kot vemo, so odpovedane različne prireditve, vprašljiva je tudi sicer tekma za pokal Vitrant, svetovni pokal bo potekal v Podkorenu, vendar brez gledalcev, prav tako čez teden dni Planica. Ja, vse to, kar ste našteli, je res. Jaz bi tukaj povedala, da se najbolj bojimo za starejše, tako da tukaj apeliram na vse starejše kronične bolnike, da ostajajo doma, da se ne družijo v kakšnih klubih, da tudi v bistvu ne hodijo ta čas več v cerkev, da jim nekdo drug nosi hrano domov, Tudi apeliram na vse to srednjo generacijo, vkolikor ste prehlajeni, ne imejte neposrednega stika s svojimi starši, pa starostniki in pa seveda kroničnimi bolniki. To, kar sem povedala, pa seveda ne pomeni, da starostnik oziroma kroničen bolnik ne bi šel ven. Zelo priporočljivi so sprehodi zunaj, vendar tudi, če se boste pogovarjali, imejte to varnostno razdaljo, 1,5 do 1 metra, ne neposredno govoriti v obraz nekomu in obratno. Zelo pomembna je tudi fizična telesna aktivnost in pa seveda tudi prehrana lahko vpliva na imunski sistem vsakega izmed nas. Ja, zelo pomembna je ta fizična aktivnost, tako da so zelo priporočeni sprehodi, tudi telovadba doma. Nadalje je priporočen vnos hrane z veliko vitamini, proteini, uživanje svežega sadja, dovolj tekočine. V primeru, da se pojavi prehlad, je pa potrebno tudi striktno upoštevati ta pravila. Spremenili smo, sedaj kašljamo v rokav,
ne več v roko, se več ne rokujemo, ampak si damo pozdrav z dlanjo. Potem zelo koristno je, da si doma, ko vstopite v stanovanje, obesite neki plakat. Jaz sem sama napisala, ko prideš domov, si umij roke. V bistvu to je opomnik, da te spomni, v kolikor to že nimaš ozaveščeno, in da si potem umiješ roke.